Po inštitutu Jožef Stefan hodi siliti ljudi, da podpišejo recimo za referendumsko pobudo. Če ljudje rečejo, da nočejo politizirati, se politično odločati, da ne bodo podpisali, jim grozijo, da jih bodo vrgli iz službe. Na Filofaksu v avli profesori, študenti, vsi zbirajo podpise za referendum za ta zakon. Dobro, ampak ko smo recimo mi šli na eno gimnazijo, na začetku naše kampanje so nas skordane po medijih vlačali, ne vem, mlade punce, fašistke, ne vem kaj, zdaj pa oni hodijo po šolah, po službah, vsiljujejo ljudem. In kako bo šlo naprej? Kako to je? Debato glede interventnega zakona, Levica, sindikati govorijo, da gre tle samo za interese bogatih, ki jih v Sloveniji je zelo malo. Pa še večina teh, ki so obogateli, so recimo predvsem kakšni kriminalci z leve strani, če smo že pri tem recimo. Kaj imamo torej mladi od tega zakona? Ena zadeva, ki je za mlade pomembna takoj, je sploh status SP-ja, študentskega SP-ja. Bo še toliko nižja davčna stopnja za oddajanje stanovanj mladim. Dejansko zakon za ljudi. In še posebej, da je to zakon za prihodnost mladih. Snemaš? Ja. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Po desnem pasu. Prejšnjo epizodo smo si malo pogledali, kako so potekale volitve, kako smo bili mladi udeleženi v njih in kako se nova garnitura državnega zbora obnaša. Danes pa se mečemo bolj v neke aktualne teme, zato sem danes povabila v svojo družbo doktorja znanosti Sebastjana Jeretiča, strokovnjaka na področju komuniciranja, političnega analitika in komentatorja. Sebastjan, pozdravljen. Zdravo. Kaj bi ti rekel? Po eni strani imamo mladi veliko enih priložnosti, smo neka generacija, ki je v bistvu vržena v svet priložnosti, izobraževanj, AI je zelo razvit, internet imamo, po drugi strani pa si ne moramo ustvariti nekega stabilnega življenja, ne moramo si privoščiti stanovanja. Kaj praviš na to? Ja, mislim, na eni strani ste res razdvojeni med realnimi težavami, kot si rekla, stanovanje, služba, torej popolnoma materialnimi, ki recimo za neko drugo generacijo niso bili težava. Po drugi strani pa je velik problem, po mojem, tudi mentaliteta te države. Torej, ravno ta vprašanje kulture, ki onemogoča, da bi se splošna materialna korist maksimalno uporabljala, da malo poenostavi mogoče. Kvaliteta življenja v Sloveniji je med najboljšimi na svetu. To je celo danes ravno poročilo Umarja tudi pokazalo, to je mednarodna primerjava. Skratka, imamo izjemne možnosti, izjemno kakovost življenja na splošno, hkrati je ugotovitev, da ne izkoriščamo vseh potencialov in po eni strani lahko večkrat slišimo, da so ljudje nezadovoljni. Skratka, če nam gre tako dobro, če imamo vse te možnosti, zakaj smo nezadovoljni? Ravno zaradi neke kulture, ki je ostanek neke preteklosti, ki nas še vedno duši. Jaz mislim, da ena glavnih težav je recimo ta mentaliteta nekako nevoščljivosti, prav fovšarije do tistih, ki so uspešni. Zdaj, tu, če poslušaš malo debato glede interventnega zakona, Levica, sindikati govorijo, da gre tle samo za interese bogatih, ki jih v Sloveniji je zelo malo. Pa še večina teh, ki so obogateli, so recimo predvsem kakšni kriminalci z leve strani, če smo že pri tem recimo. Skratka, mislim, da je glavna naloga tudi vaše generacije, da si ustvarite svojo prihodnost. In tle imate dve poti. Ena stvar je, da ustrajate na svoji drugačni mentaliteti, ki mislim, da je značilna za vas. Tukaj je tudi raziskave kažejo neko razliko v vrednotah, tudi v tem, da se enostavno ne pustite, dajmo reči, podrejati nekim režimom, okovom. Naše generacije so vas vzgojile tako malo bolj v svobodi, včasih kot starši pravimo, da smo še pretiravali v tej permisivnosti, pa da bi bilo bolj, če bi vas vsake toliko malo bolj ukalupli, ampak super, prišli ste ven kot
svobodni ljudje, ki se znate ceniti in znate ceniti svoj čas, svojo svobodo in je prav, da to tudi uveljavite. Ne? In z političnim delovanjem je torej ena stvar, da ustrajate v teh vaših vrednotah in kulturi, druga stvar pa je, da si izborite tudi zelo konkretne zadeve, ne? Kot je dostopnost stanovanj in kot je tudi možnost opravljanja služb na tak način, kot je vam všeč. Ne? Zdaj bo precej govora strani sindikatov, da je recimo SP-jevstvo ali pa ta nezanesljivost služb problem. Ne? Zdaj za vaše generacije, za vašo kulturo to ni tak problem, kot je bil mogoče za neke starejše, ne? Ki so računali, da od momenta, ko se nekje zaposlijo, bodo do penzije tam. Ne? Jaz kot vas nekako dojemam, vam ni problem, če boste večkrat menjali službo, ker boste pač sledili svojim nekim drugim željem tudi in bi radi najprej živeli in je služba v funkciji življenja, ne pa življenje podrejeno nekako službi. Ne? Tako da, če malo povzamem, imamo izjemne potenciale kot država, imamo res primerljivo gledano kakovostno življenje. To, kar nas trenutno duši, je neka stara mentaliteta in upam, da bo vaša generacija pomembno prispevala k temu, da se bo končno ta mentaliteta presekala in da bomo ujeli ritem časa, ki smo mislili že nekateri, da smo ga leta 90 zapustili, pa ga očitno nekako nismo. Si bi rekla, da mladi smo zdaj, nas zanima politika, recimo doma še nikoli ni bil toliko močen, kot je zdaj. Recimo smo šli na volitve, smo volili večinoma desno. Kako naj se zdaj počutimo ob tem, ko že v bistvu skoraj 2 meseca po volitvah se ni nič premaknilo? Ne vemo, smo v neki negotovi situaciji. Rezultat je bil negotov. Ne? Zdaj je tako, imamo seveda ustavni sistem, ki ga je mogoče tudi treba razumeti, da se ve, zakaj toliko časa trajajo te zadeve. Ne? Imamo torej, nismo država, v kateri bi se dan po volitvah že recimo vzpostavila vlada. Torej to nekaj časa traje. Tokrat je pa ta negotovost se mogoče zdi, da je daljša. Ne, ker so bila obdobja, ko je bil rezultat dosti bolj jasen, pa je trajalo dlje, da se je vlada dokončno sestavila. Ne. Zdaj se zdi, da traje zadeva malo dlje, pa je samo dober mesec, dajmo reči, od uradnih rezultatov volitev, ker je pa rezultat res popolnoma nejasen. Ne. Zdaj najprej, kaj je jasno? Politika Roberta Goloba, ki je bila skrajno socialistična, je zagotovo izgubila, ker je rezultat 40 proti 48. Torej, alternativa, vse stranke, ki so šle proti politiki Roberta Goloba, so zmagale 48-40. Ni pa jasno, ali je teh 48 sposobnih sestaviti novo ekipo. In to je bilo tisto, kar je terjalo recimo ta čas. Ne? Najprej je bila neka euforija, da je Robert Golob pričakoval, da bo lahko kar nadaljeval navkljub porazu in če bi bil pametnejši in sposobnejši, bi mogoče celo uspelo. Ne? Ker od teh 48 sta resnica pa demokrati bila tako kot neka prosta radikala, da rečem, v prostoru. Ne? Samo SDS in trojček okrog Nove Slovenije je bil zanesljivo blok proti Golobu, ki je tudi rekel, da sploh ne pade na pamet, da bi kakorkoli sodeloval. Golobu je tisti prvi teden popolnoma spodletelo, zdaj pa traje čas, predvsem, da se ugotovi, ali bi neka večina, ki jo bo mogoče lahko sestavil Janez Janša, bila tako zanesljiva, da bo zdržala nekaj časa, da ne bo ob prvem večjem izzivu se popolnoma sesula. Ne? To pomeni, tle je bilo neko, dajmo reči, predvsem tveganje, ali zaupati ali ne tem dvem novim igralcem, torej Resnici in Demokratom, iz dveh vidikov. Ne? Eno je bilo zaradi predvolilne kampanje, kjer je bilo jasno, da želijo biti ločeni od enega in drugega bloka, torej ni bilo jasno, kakšna bo zanesljivo njihova volja po volitvah. Drugi razlog se mi zdi pomemben pa je ta, da gre za precej novi ljudi v politiki. Ne? Tudi vi ste zdaj novi kot generacija prišli v politiko in novi ljudje recimo nimajo trde kože. Ne? In zdaj in Resnica in Demokrati se verjetno ne zavedajo, kakšne svinjarije bodo morali preživeti zaradi tega, ker bo recimo socialistični blok izgubil oblast.
Recimo lahko vprašate Gregorja Periča, kaj je moral on preživljati, ko je v prejšnjem mandatu v času covida del SMC je bil državotvoren, sodeloval v vladi, ki je bila precej široka ideološko gledano in kakšne žalitve, kakšne svinjarije so trpeli tisti poslanci, njihovi sorodniki in tako naprej. In to zdaj čaka tudi poslance demokratov. Mislim, da bi pri poslancih resnice nekega tveganja več ni, ker so izjemno stabilni. To so ljudje, ki so jih očitno tej napadi in poskusi diskreditacije celo okrepili v odločitvi, da niti slučajno ne podprejo Goloba, ampak da če že jim je tudi programsko bližje alternativa, ki se oblikuje. Pri demokratih bo pa pomembno videti ravno to, ne? Zdaj, ali so sposobni karakterno zdržati vse pritiske, ki jih bodo oziroma ki so jih že deležni te dni. Ne? Ker predvsem tisti poslanci, ki recimo prihajajo z leve, morajo vsakodnevno zdaj trpeti žalitve, klice svojih prijateljev, ker imajo verjetno večinoma leve prijatelji. No, oni niso vajeni teh žalitev in svinjarij, ki jih bodo morali doživljati v tem času in zaradi tega je bilo boljše, da se zdaj pusti čas, da se testira zanesljivost njihove odločitve, da se oblikuje desna vlada, zaradi tega, ker bi, če ne, ta preizkušnja lahko prišla jeseni, oktobra, novembra, decembra, skratka v nekem obdobju, ko bi bil prvi veliki izziv, ko bi bila država tudi na neki dodatni preizkušnji in če bi se takrat zlomili, bi enostavno takrat zapadli v politično krizo. In zato je bilo dobro zdaj pustiti te tedne, da se razgali najprej tudi vsa beda dediščine Golobove vlade, ker zdaj vidimo z dneva v dan, kakšne laži so trosli glede recimo stanja zdravstvenega sistema. Zdaj vidimo te dni, da so v predvolilni kampanji odpirali prenovljene oddelke na UKC-ju, kar je bila čista farsa. So imeli veliki spektakel, drug dan so pa opremo spet spravili v skladišče in še danes zadeva tam recimo ne deluje. Tako kot so odprli drugi tir, pa se slikali na unih Golob, ki je mahal z unimi zadevami, pa še danes seveda drugi tir ni v funkciji. Torej na eni strani, da se razgali ta beda, na drugi strani pa, da se vidi, ali je smiselno oblikovati neko vlado, ki mora držati, če ne do konca mandata, vsaj 2-3 leta, da naredi lahko kaj pametnega. In potrebujemo resen preobrat in temeljno vprašanje je bilo samo to, ali se ta preobrat lahko doseže že s tako sestavo parlamenta, kot jo zdaj imamo, ali je boljše podaljšati mogoče malo trenutno politično krizo in iti takoj poleti na ponovljene volitve, če bi te kaj spremenile. In zdaj, te dni bomo videli, kako se bo razpletla ta zadeva. Jaz mislim, da bo v kratkem jasno, bilo je več energije vložene v to obdobje, ljudje zdaj mislijo, da se ne dogaja kaj dosti, precej se dogaja, kar se tiče programskega usklajevanja, in ko je enkrat ta zadeva v detajle usklajena, potem pa lahko nova ekipa zelo hitro zalaufa z delom. Tako da to čakanje od volitev do danes je najprej nekaj običajnega po vsakih volitvah glede na ustavni sistem, ki ga imamo, tokrat pa še posebej pomembno zaradi te nejasne situacije v parlamentu. Tako da ne samo mladi, vem, da tudi druge generacije že z nestrpnostjo čakajo razplet teh pogovorov. Kaj pa recimo ta zakon, ki se je zdaj sprejel, oni hočejo zdaj v bistvu malo prepričati ljudi, da se gre zakon za bogate. Prej si tudi omenil, da mladi smo zdaj v bistvu zelo tako podjetniško napredni, mi bi kaj svojega ustvarjali, bi kaj po svoje delali, bi si sami svoje urnike pisali, pač probali bi stvari in meni se to zdi čisto prav. In oni v bistvu tudi zdaj s tem zakonom recimo tukaj hočejo malo razbremeniti, malo hočejo pri energentih razbremeniti, malo temu, tretjo. Zakaj oni to prikazujejo, kot da se gre za zakon? Zato, ker gre za politični boj in ker so v tem zelo uspešni. Torej, uspešni so v tem, da se postavijo okvir. V politični komunikaciji je bistven okvir. Zato je potekala debata, ali je v Gazi genocid,
ali osvobajanje talcev, ki so jih zajeli teroristi. Ker tista interpretacija, ki zmaga, potem določa vsakodnevno interpretacijo. Ne? Ker karkoli se potem zgodi, je interpretirano skozi ta okvir. Zato oni zdaj že nekaj tednov govorijo o tem, da poteka prevara. Ne, zaradi tega, ker se oblikuje desna vlada. Zato, ker sta dve stranki, ki sta nastopili proti Golobu, se odločili, da je programsko, vsebinsko dosti boljše sodelovanje z drugo stranjo še vedno. Torej, oni skušajo zdaj uveljaviti okvir, da gre za prevaro, zato, ker jim to omogoča, da svoje ljudi pumpajo iz dneva v dan, karkoli se bo recimo zgodilo. Ne? In najlažje je v Sloveniji ta del socialistične mentalitete zbuditi z zavistjo, s fovšarijo, ne, z govorom, da gre za bogate. In potem najdejo še en konkreten primer, to je Blaž Brodnjak, torej direktor NLB-ja in bodo seveda samo o njemu govorili, čeprav je seveda namen zakona popolnoma drugačen. Ne. Skratka, gre enostavno za politični boj, za politično manipulacijo in v tem je socialistični del izjemno uspešen. To, kar je zdaj malo drugače, kot je bilo pred leti, je, da prihajate generacije, ki ste drugače vajeni pridobivati informacije. Vi ste sposobni po telefonu malo pobrskati, malo pogledati in videti tudi drugo plat, videti tudi alternativo in potem, ko boste videli, da en govori, da je to zakon za bogate, drugi, ki bo govoril, da je to zakon za razvoj, zakon za ljudi, si boste šli malo pogledati in bo verjetno kdo tudi prebral, zakaj sploh gre pri temu. In bo pol videl, da je to dejansko zakon za ljudi in še posebej, da je to zakon za prihodnost mladih. Zdaj, tle ne gre samo za teh par konkretnih tehničnih ukrepov. Tle najbolj pomembno pri tem zakonu je, da se temeljito spremeni kultura, mentaliteta, pogleda na delovanje. Kaj je tukaj recimo zelo velik poudarek, pa če kombiniramo zdaj vprašanje interventnega zakona in tistega uvoda v torej programska izhodišča morebitne koalicijske pogodbe. To je, ker tle je sorodna, dajmo reči, kultura enega in drugega dokumenta. Temeljni poudarek tukaj je, da se vrne tista parola, ki je bila nekoč socialistična, ampak da se vrne v realnost. Delu, čast in oblast so včasih komunisti govorili. Ampak treba je res delu dati oblast, da torej tisti, ki dela, je zato ustrezno nagrajen, da lahko tudi res dobro živi, da si nekaj ustvari, da ustvari družino na podlagi svojega dela in prizadevanja. Mi smo imeli zdaj desetletja neko drugo mentaliteto, ki je nagrajevala lenobo, torej ki ni spodbujala dela, ki ni spodbujala ambicij, ustvarjalnosti, neke dodane vrednosti. To, kar se zdaj skuša prinesti s tem, je, da tisti, ki je priden, pameten, ustvarjalen, prizadevan, je seveda lahko oziroma mora biti solidaren, ampak je lahko tudi ambiciozen, da nekaj ustvari zase in za svojo družino. Temeljna ideološka razlika tukaj je v tem, da vsi smo solidarni in levi in desni se zavedamo, da živimo v skupnosti in da je za vse dobro, ko je plima, gre vse barke gor, pravimo pri nas v Istri. Skratka, ko gre dobro, večini ljudi je za vse dobro. In temeljno vprašanje je, kako vzpostaviti sistem, ki bo kombiniral torej solidarnost in spodbuja ustvarjalnost in ambicije. Pri nas pa se je zdaj zgodilo, da se je popolnoma porušilo ravnotežje. Da govorimo o solidarnosti, dejansko pa ubijamo, dušimo vsako ambicioznost. Ker temeljno vprašanje, ki ga ta zakon recimo odpira, je vprašanje, ok, jaz sem solidaren, jaz bom prispeval za tiste, ki naredijo manj, ki ne morejo doseči enako kot najbolj uspešni. Ampak a obstaja kje meja te solidarnosti? Ali obstaja neka točka, pri kateri lahko rečem, jaz sem oddelal moj del solidarnosti do družbe, od tu naprej, namesto da bom ležal na kavču in gledal neke reality šove, bom dodatno delal zaradi prihodnosti mojih ambicij ali ambicij moje družine. Ali da si bom nekaj dodatnega še več ustvaril. Torej, ali lahko od neke točke dalje delam, ne da mi polovico pobrala država za nekoga, ki pa ne dela. In tle je ta temeljna razlika. Zdaj, ko se bo poslušalo sindikate, levico, bodo seveda drugače prikazovali to zadevo. Ampak bistvo socialne kapice je točno to. Ali obstaja neka točka,
pri kateri sem jaz oddelal ne samo za moje zdravstveno zavarovanje, za moje pokojninsko zavarovanje, še dodatno za nekaj drugih ljudi, ne? In od tam naprej bi pa jaz rad še več ustvaril. Zakaj? Zato, da bo jutri, pojutrišnjem moja družina imela nek višji standard ali pa da si bom lahko nekaj več privoščil, kar si želim. Ne? In torej ta odnos do dela, ustvarjalnosti je, mislim, da ena bistvenih zadev, ki jih ta zakon spreminja, ne samo v torej, teh tehničnih detajlih, torej, kar se tiče statusa SP-ja, socialne kapice in tako naprej, ampak predvsem v mentaliteti. In zato je ta zakon izjemno pomemben in če bo ustavno sodišče zlorabilo svoj položaj in dovolilo referendum o zakonu, ki govori o davkih, čeprav je ustava tukaj popolnoma jasna, potem bo treba v kampanji zaradi vaše prihodnosti zmagati ravno zaradi te spremembe mentalitete. Ne samo zaradi tistih nekaj tisoč evrov več, ki bodo ljudem ostali v žepu, ampak zaradi prihodnosti, za katero gre pri današnji politiki. Ker to, kar se zdaj dogaja, so dejansko zadnje brce socializma. Ne? Mi smo mislili, da smo leta 90-91 skozi tiste turbulence pa v nadaljnih letih vojne v Jugoslaviji nekako končali s preteklostjo, da smo zapustili Jugoslavijo, zapustili socializem. Zdaj, zadnja leta so pokazala, da praktično socializem ni bil še nikoli tako močen, kot mogoče ravno v zadnjem mandatu Roberta Goloba, in zaradi tega so naslednja leta pomembna, predvsem zaradi perspektiv vaše generacije. Še enkrat, dobro bomo živeli, Slovenija materialno, tudi kar se tiče solidarnosti, enakosti, povezanosti družbe, je v svetovni špici in nezadovoljstvo izhaja predvsem iz zavedanja, da bi lahko bili še boljši, da bi lahko še več naredili, da bi se lahko manj ukvarjali z nekimi butastimi administrativnimi, birokratskimi zadevami. To pomeni, da je treba odstraniti moteče dejavnike, ki nam onemogočajo, da uživamo tisto materialno stanje, ki ga tako ali drugače dosegamo. No? Zdajle ravno sem dobila eno sliko od ene kolegice, ki hodi na filofaks, da na filofaksu v avli profesori, študenti vsi zbirajo podpise za referendum za ta zakone. Meni je to tako, oni v bistvu zdaj že hočejo sprogramirati pač študente, ki so dovzetni za ideje in tako naprej, ne pa tudi, tako kot si rekel, dobro živimo in oni predvsem verjetno zelo v teh letih dobro živijo, plus tega je to še en največjih faksov, ki ima največ smeri. A si predstavljaš, da bi mi bili na drugi strani? Nas bi pobili tam? Na istem faksu zagotovo, pa tudi na FDV-ju, verjetno. Pa še kje, ne? Ne, potekajo... Ne vem, če sploh obstaja faks, kjer bi mi lahko... No, potekajo, torej, to zbiranje, torej, zdaj imamo na eni strani prodajanje okvirja, da gre za prevaro, da prihaja najbolj desna vlada, ki bo delala samo za bogate in tako naprej. Potem imamo na drugi strani to konkretno akcijo zdaj, zbiranja podpisov, in ko se bo zgodilo, da bo ustavno sodišče, če bo pošteno odločilo, reklo jasno, gledajte, ne more biti referenduma o tem zakonu, ne, potem bodo seveda zagnali, da je to še ena prevara. Ne, in da je ekipa, ki je vložila ta zakon, zmanipulirala situacijo, zlorabila sploh instrument omnibus zakona, da je nametala dovolj zadev, ki so noter, torej davčne narave, zraven pa še cel kup protiustavnih zadev. Skratka, ta kampanja se bo samo nadaljevala in gre zdaj samo za priprave, za mobilizacijo, za kolesarjenje spet vsak petek in rušenje, onemogočanje vlade, zato ker se zavedajo, da je možno v naslednjih letih doseči tektonske spremembe v Sloveniji. In te tektonske spremembe se dogajajo na področju kulture, torej na področju mentalitete. In da obstaja možnost, da postanemo moderna država. In zato gre pri tej celotni zadevi. In tukaj boste mladi odigrali ključno vlogo. Sindikati bodo zdaj pritiskali, manipulirali, dogaja se, kot čujem, da hodijo ljudje, recimo po inštitutu Jožef Stefan, hodi siliti ljudi, da podpišejo recimo za referendumsko pobudo. Če ljudje rečejo, da nočejo politizirati, se politično odločati, da ne bodo podpisali, jim grozijo, da jih bodo vrgli iz službe.
Skratka, dogajalo se bo vrsta nekih manipulacij, pritiskov in zlorab te dni, zaradi tega, ker gre za politični boj. In socialisti, ki so izgubili na volitvah, bodo pač ta boj nadaljevali na ulici, po hodnikih, na vsakem možnem koraku, ki ga lahko naredijo. In ta boj bo treba nadaljevati, vztrajati in korak za korakom spremeniti to Slovenijo, zato da bo vam lažje in vam boljše. Dobro, ampak ko smo recimo mi šli na eno gimnazijo, na začetku naše kampanje so nas skoraj da ne po medijih vlačali, ne vem, mlade punce, fašistke, ne vem kaj, zdaj pa oni hodijo po šolah, po službah, vsiljujejo ljudem. In tako bo šlo naprej, ker tako to je. Jaz vem, da je romantično verjeti, da vedno zmaga dobro nad zlim, da je vedno pravica, pa ni vedno. Pač boj je, večen je boj. In vprašanje je, kdo lahko vztraja in kdo bo tukaj zmagal. Jaz mislim, da je prednost zdaj predvsem v tem, da prihajate generacije, ki, kot sem rekel, ste sposobni pogledati, ustvariti svoje mnenje. Niste več samo pasivni prejemnik novice TV Slovenije. Ker zadnje volitve so tudi to pokazale. Socialistični blok je blok, ki živi v domu upokojencev in ki gleda TV Slovenijo. To je socialistični blok, to je ekipa Roberta Goloba. Druga generacija, tista, ki je aktivna, ne samo mlada, tudi srednje pa druge generacije, ki so aktivne, ki ali delajo sami, ali so sposobni pridobiti dodatne informacije, so se odločili za alternativo. In jaz verjamem, da tudi v prihodnjih letih njihova moč manipulacije ne bo več takšna, kot je bila v 90-ih letih ali pa, dajmo reči, v zadnjih 30 letih. Tako da spreminja se ta struktura populacije, način pridobivanja informacij, razmišljanja, odločanja, in to je tisto, kar daje upati, da se bo dokončno, dajmo reči, prelomila nekako ta mentaliteta, ki v tem trenutku še duši in onemogoča vse ambicije in ves potencial, ki ga Slovenija lahko ima. Jaz sem recimo zelo navdušena, da imamo zdaj ministrstvo za družine, demografijo in mlade. Ja. Meni je to tako, se mi zdi, da res lahko zaupamo v to, kar smo volili. Zagotovo že poudarek tega izraza je izjemno pomemben in tukaj se vidi razlika recimo s prejšnjo vlado. Prejšnja vlada je že urad za demografijo ukinila. Torej, zadnja Janševa vlada v času covida je ustanovila urad za demografijo kot prvi korak k temu, da se končno začne država sistematsko ukvarjati z najbolj pomembnim izzivom pred nami. Prejšnja vlada je to takoj ukinila in tiste ljudi prerazporedila v urad za migracije in s tem malo, bom rekel, tudi ne samo simbolno, tudi realno pokazala različne prioritete. Zato je ta vrnitev tega izraza na čelo ministrstva, ki je izjemno pomembno za družino, socialo in zdaj tudi mlade, seveda izjemno pomembno, ker kaže to, kar je bistvena zadeva. Mi počasi izginjamo. Zdaj, konec 80-ih let je ena od pesmi, ki je zbudila takrat malo našo, ki je bila zelo pomembna za nacionalno gibanje, za osamosvojitev Slovenije, je pela o tem, da samo 1 milijon nas še živi. Zdaj, seveda se je pokazalo, malo več kot 1 milijon nas je le bilo, zdaj pa spet, bom rekel, prihaja do aktualnosti te cifre v perspektivi naslednjih desetletij, če ne bo prišlo do enega resnega preobrata. In ta preobrat seveda ni samo materialni. Tle ne gre samo za to, da se poveča torej materialne pogoje, ampak je predvsem kulturni. Gre za vprašanje vrednot in zaradi tega je izjemno pomembno poudarjati demografijo kot prioriteto. Prej, ko sem govoril za mlade, kaj je pomembno, pa sem omenil, da ta drugačen odnos do dela, da delo se mora biti nagrajeno, se mora izplačati. To je eden od izjemnih doprinosov preambule te morebitne koalicijske pogodbe. Drugi pomemben steber je pa seveda ravno ta poudarek na demografiji kot absolutni prioriteti. Kaj imamo torej mladi od te nove garniture oziroma tega zakona? Torej, od tega zakona imate mladi, kot sem rekel, najbolj pomembno, če pogledam, začetek spreminjanja mentalitete naše nacije. To je najbolj pomembna zadeva. Potem je pa vrsta konkretnih zadev. Ena zadeva, ki je za mlade pomembna takoj, je sploh
status SP-ja, študentskega SP-ja. Eno je torej status študentskega SP-ja, ki vam bo omogočil, da poleg študija na birokratsko nezahteven način kaj zaslužite. Druga stvar je tudi status torej mikro SP-ja oziroma SP-ja do določenega zneska. Mislim, da za 1500 evrov na mesec bo samo 250 evrov prispevkov zaplačati, kar pomeni, da tisti, ki bodo recimo na začetku delovali, bodo imeli večji neto. Sej prej ali slej v karieri bo treba to nadoknaditi. Seveda ni cilj, da bo nekdo celo življenje na mikro SP-ju delal, ampak za nek začetek, za nek zagon, za vstop na trg delovne sile je to izjemno pomembno. In potem je še vrsta nekih drugih korakov, ki so bili torej vezani na možen status vstopa na delo, ki vam omogoča neko fleksibilnost. Seveda je končna ambicija, končen cilj, redna, polna zaposlitev in čim višja plača za bolj, dajmo reči, izobražene, sposobne ljudi. In tam je socialna kapica izjemno pomembna, zaradi tega, ker sploh odpira recimo interes večjih podjetij za odpiranje tistih delovnih mest z največjo dodano vrednostjo. To seveda ne boste dosegli jutri, mladi takoj po diplomi, ne? Ampak imate pa neko perspektivo, da se zavedate, da če boste pridno delali, se razvijali svojo kariero, imate možnost s svojim delom uspeti. To je izjemno pomembna zadeva. To je torej področje, ki se tiče tega. Drugo področje, kjer je potencial, da bo velika korist za mlade, je vprašanje obdavčitve oddajanja stanovanj v najem. Tam se je ponovno spustilo davčno stopnjo, kar pomeni, da se bo znižal pritisk na najemodajalce, kar pomeni, da se bodo mogoče, če se ne bodo znižale najemnine, se bo vsaj ustavila rast najemnin, recimo za mlade, z še posebnim dodatkom, da bo še toliko nižja davčna stopnja za oddajanje stanovanj mladim. Ne? Skratka, tam je vprašanje še, kako se bo to potem izvajalo, kontroliralo, da ne bo prihajalo do zlorab, ampak to je tudi spet neka korist konkretna za mlade, za vsaj tisto neko prehodno reševanje stanovanjske stiske do naslednjega koraka, ki bo pa v prihodnjem mandatu prioriteta, to pa je oživitev ponovna jamstvene sheme, da boste mladi lahko dobili državne kredite, ki vam bodo omogočili nakup prve nepremičnine in potem razvoj družine, kariere in tako naprej. Tretja korist, ki je pa, potem je cel kup koristi seveda tudi za upokojence in druge. Če pa vzpostavim še zadnjo korist za mlade, pa mogoče vam to v tem trenutku se ne zdi še toliko pomembno, je pa učinkovito segli zdravstvenega sistema. Ne. Golobova vlada je spravila zdravstveni sistem na kolena, šli so v vojno z zdravniki, torej pričakovali so, da bodo z žalitvami in vojno proti zdravnikom uspeli vzpostaviti delujoče zdravstvo. To je neumno razmišljanje in so popolnoma sesuli zdravstvo. Ta zakon je prvi korak, prva intervencija, da se začne, dajmo reči, da se vsaj zaustavi uničevanje zdravstva, še vrsto stvari bo treba seveda narediti, da se bo ponovno, dajmo reči, vzpostavljalo delujoč zdravstveni sistem, ki bo v prihodnje skrajšal čakalne vrste in tako naprej. Ne? Skratka, poleg teh tehničnih zadev na področju zaposlitev, stanovanj in zdravja, pa mislim, da je bistvena zadeva, ki je pomembna za mlade, da se začne spreminjati ta mentaliteta v naši skupnosti, zaradi tega, da vas bo pričakala ena drugačna država takrat, ko boste prišli v svoja najmočnejša leta. Ne? Torej, da takrat, ko boste v največjem naboju energije, se vam ne bo treba boriti z vsemi temi nesmisli današnjega časa, ampak da se vam pripravi neka boljša Slovenija za vaše generacije predvsem. No. Torej, če končamo v takem nekem pozitivnem vzdušju, torej stvari grejo na boljš, čeprav bo še težek boj do tja. Tako, treba bo oddelati, ampak mislim, da po dolgem času se prvič kažejo neke perspektive sprememb na bolje v Sloveniji. No in predvsem mislim, da prihaja kombinacija izkušene in mlade ekipe
zdaj dajmo reči, na položaje, ki bo znala popolnoma spremeniti kurs Slovenije. Mislim, da so ta zadnja 4 leta bila pika na i tiste neke pogubne politike, ki jo pa mora zdaj pogum nove ekipe temeljito preobrniti. No. Okay. Sebastian, hvala ti, da si danes prišel, hvala ti za vsa tvoja mnenja, znanja, vse, kar si povedal, komentarje. Hvala tudi vam, da ste nas gledali, followajte nas na Instagramu, Facebooku, TikToku, naročite se na naš kanal, pa se gledamo v naslednji epizodi.